Pozdravljeni. Zdaj, glede na novo nastalo situacijo, se serija pogovorov in predavanj o afriški literaturi, ki poteka že 4. leto v Vodnikovi domačiji, seli na internet v upanju, da bo zdaj ta neka vsebine o afriški literaturi in pravzaprav neki postkolonialni teoriji dosegle mogoče širše občinstvo. Danes je z mano Nikolaj Dževs, poznavalec postkolonialne teorije afriških literatur, sociolog, anglist, profesor. In pogovarjala se bova pa o knjigi Razprava o kolonializmu, ki je izšla leta 2009 pri založbi CF. Avtor dela je Césaire, martiniški avtor, ki je bil rojen leta 1913 na Martiniku, se pravi, gre za nek čezmorski francoski departma. Umrl je pa leta 2008, lahko bi rekli, da je nekako in frankofonski, in francoski, afrokaribski, celo afriški avtor, pesnik, dramatik, nekako tudi teoretik in pa tudi politik. Njegova knjiga Razprava o kolonializmu je nekakšen deklarativen, politično-poetičen esej. Izšla je pa prvi izvod je bil 1950, če se ne motim, ne. Zdaj pa mogoče, Nikolaj, poveš malo več, zakaj je pravzaprav Césaire tako zelo pomemben in zakaj ima to neko zelo osrednjo vlogo znotraj postkolonialnih teorij. Dobro, ja, zdaj Césaire je pomemben zaradi večjih stvari, a ne. Nedvomno je ta, da recimo, ko iz Martinika potuje v Francijo, da bi nadaljeval svoje izobraževanje, tam se druži seveda z drugimi Karibčani in tudi spozna kar nekaj Afričanov, ne. In iz tistega obdobja je za začetek najpomembnejša njegova posnitev beležka vrnitve v rodno deželo. To delo ima, kako bi rekel, je tudi lokalnega značaja, ne, oziroma ima pomen lokalnega značaja, zato ker na en tak sicer eliptični način dokazuje mogoče neke paralele med koloniziranim svetom v pravem smislu te besede in na kakšno pol periferijo, kakršna je vzhodna Evropa, ne. Zato, ker ta pesnitev, kako nastane, sicer nastane tako, da leta 1935 na povabilo svojega prijatelja iz Jugoslavije odpotuje Césaire v Jugoslavijo, in sicer v Šibenik, in gleda nasproti Šibenik otok Martinska in začne pisati te beležke vrnitve v rodno deželo. In tukaj je en tak zanimiv, kako bi rekel, zanimiv paralela. On je iz Martinika, gleda Martinsko, ne, in se mu zdi, da ga Martinik sledi, ne. In še danes mogoče na Martinski je en zelo pomemben, je več festivalov tam, ampak je tudi festival regija, daba in tako naprej, kako bi rekel, karibskih glasbenih zvrsti, tako da to je nekako še to ostalo. No, in zdaj druga stvar, ne, sama pesnitev izide v revijalni obliki leta 1939, potem v knjižni obliki leta 1947, no, ampak v tej pesnitvi Césaire prvič uporabi besedo negritude, črnskost, ne. In gre za gibanje, ki ga v bistvu ustanovijo Leon Demas, on in pa Leopold Sédar Senghor, ki igra zelo pomembno vlogo v frankofonski postkolonialni literaturi, v anglofonski malo manj, ampak je nedvomno, kako bi rekel, eden izmed ustanoviteljev in znanilcev tega gibanja. Potem se po šolanju vrne v Martinik, tam je med drugim tudi učitelj slovitega teoretika in borca za dekolonizacijo Franca Fanona. Fanonovi najpomembnejši deli, se pravi Črna koža, bele maske in pa
Prekleti zemlje, so v nekem zelo kritičnem dialogu tudi z Cezarjem. Na nek način in en in drugi predstavljata dve, kako bi rekel, različni alternativi poti v dekolonizacijo. Na kar potem leta 1945 se pridruži Komunistični partiji Franciji, istega leta kandidira za župana Fort-de-France, to je glavno mesto Martinika, kandidira tudi za predstavnika v francoskem nacionalnem zboru, obojemu uspe. Kakor ste sami rekla, Aleksandra, zatem sledi seveda diskurs oziroma razprava o kolonializmu, prva verzija iz leta 50. Ta verzija, ki jo poznamo danes, dopolnjena potem iz leta 55, in to je zdaj že, kako bi rekel, bomo rekli, tretje tako pomembno delo, se pravi je Negritud, so beležke, potem je razprava o kolonializmu. Vmes, se pravi, potem, ko to izide, leta 56 zapusti Komunistično partijo Francije. To je zaradi svojo v bistvu pustitev temelji na ostri kritiki stalinizma, konkretno to, da se je Sovjetska zveza brutalno in vojaško vmešala oziroma je intervenirala v Madžarsko, v vstajo takrat, kjer se je skušalo v imenu socializma zoperstaviti se stalinizmu. In potem takratnemu sekretarju Komunistične partije Francije, Maurice Thórezu, med drugim piše tudi to: želim, da bi bila marksizem in komunizem v službi črnih ljudstev, ne pa da so črna ljudstva v službi marksizma in komunizma. Želim, da sta doktrina in gibanje narejeni za ljudi, ne pa da so ljudje narejeni za doktrino in gibanja, se pravi marksizma in komunizma. Nadaljuje, seveda ves čas nadaljuje svojim pesniškim in esejističnim delom, ampak mogoče tako za, mislim, kako bi rekel, za neke koordinate najpomembnejših del. Potem je pa leta 1969 igra Un Tempet, ki je pa v bistvu, kjer Césaire na novo iz stališča koloniziranca, pravzaprav iz stališča Kalibana, ponovno napiše Shakespearejevo igro Vihar. Politično tudi mogoče Césaire so mogoče dve različni poti. Po eni strani ga poznamo kot izjemno ostrega kritika kolonializma. To, kar ste vi rekla, je seveda ta knjiga velja za eno tistih zelo pomembnih del na področju usklajujoče postkolonialne teorije in prakse. Ampak vendar politično pa Césaire znam tudi potem, da je v bistvu on kot politik eden izmed soavtorjev zakona o departmentalizaciji Francije, v kateri v bistvu zagovarja, da naj bi bil Martinik še vedno del Francije in ni naklonjen neodvisnosti Martinika. Tako da imamo tukaj mogoče eno, kako bi rekel, določeno protislovje med tem, kar on poetsko predstavlja, in seveda tisto, kar mogoče politično zagovarja. Zdaj, mogoče, če se bolj fokusirava na samo knjigo, razprava o kolonializmu je nekako išla v nekem zelo specifičnem, časovno specifičnem času. Gre za čas po drugi svetovni vojni in pa istočasno pač nek čas, ko so se začeli antikolonialni boj v nekdanjih oziroma tedaj še kolonijah. Zdaj, glede na to, da je pač nekako pisano v zelo časovno specifičnem času, delo je še zmeraj aktualno. Kako to? Delo je, jaz bi rekel, da je aktualno mogoče iz najmanj 3 razlogov. Prvič, zgodovina kolonializma nam ni tako prezentna, kot bi morala biti. Se pravi, to je zgodovina genocida, zasnuževanja, zatiranja, izbrisa celotnih družb in kultur, zanikanje
njihove vrednosti. In še danes lahko najdemo apologete, ki trdijo, da je kolonializem vendarle prinesel nekaj dobrega. Ne? To je ena zadeva. Druga zadeva je nedvomno ta, da se, kako bi rekel, nekatera območja se vedno spopadajo z dediščino kolonializma v ekonomskem in kulturnem smislu. Konkretno, recimo, še en sloviti postkolonialni teoretik Walter Rodney je na to zelo jasno upozoril že samim naslovom svojega dela, kako je Evropa podrazvila Afriko. In Afrika še dan danes spopada z podrazvitostjo. Tretji segment je seveda ta, da še vedno, ker se kolonializem v bistvu legitimizira oziroma utrjuje na rasizmu, mi ne živimo v postrasistični družbi, ne na lokalni, ne na regionalni, ne na globalni ravni. In tukaj, kako bi rekel, tukaj imamo še vedno ne samo opravka z neko negativno dediščino samega kolonializma, ampak s celim novim spletom rasizmov na teh in drugi ravni. In tretja stvar, delo osvoboditve, kako bi rekel, delo osvoboditve še ni končano. Césaire v razpravi o kolonializmu močno, ostro obsodi kolonializem. Ena mogoče, kako bi rekel, ena izmed mogoče takih zanimivih protislovij v sami knjigi, on navaja veliko francoskih avtorjev, in to je za nekoga, ki bere zunaj Francije v današnjem času lahko malo puhlo in suhoparno, ampak je zanimivo videti, kako je bil ta diskurs v bistvu, kako je bil ta diskurs, češ, da so Afričani zares manj vredni, da nimajo nič česar za ponuditi, razen svojega dela, znotraj podrejanja višjim rasam. Zanimivo, kako je to bilo povsem legitimno in samoumevno. In to delo osvoboditve še ni končano, zato ker v zaključku razprave o kolonializmu, že tekom nje je Césaire zelo dobro nakazal, da predkolonialne afriške družbe niso bile samo predkapitalistične, ampak so bile tudi protikapitalistične. Potem reče, da ne moramo iti nazaj, mi moramo k novi družbi. In v zaključku reče, kakšna naj bo ta družba. On zagovarja brezrazredno družbo. Brezrazredno družbo. Oziroma, če po spominu navedem stihe iz beležke Vrnitev v domačo deželo, tukaj imam dvojezično izdajo, angleško, francosko. Spravi, kako pravi? Pravi takole, da v trenutku randevuja z zgodovino je prostor za vse. In on dejansko misli, da je, kako bi rekel, ta neka postemancipatorna, egalitarna, brezrazredna družba lahko sprejme nas vse dejansko. Mi smo na poti k temu, nismo pa še tja prišli. In niti ni nujno, da bomo prišli. Jaz osebno upam, da bomo, ampak prihodnost je odprta. Zdaj, knjiga je nekako obsoja kolonializem, ampak istočasno govori o Evropi, v tej neki maniri, kot Sartre v predgovoru k Fanonu pravi, gre za nek striptiz evropskega humanizma. In on pravzaprav ta nek humanizem pravzaprav nekako ga postavi na neko laž. In se mi zdi, da Evropa vsakič, ko se sooča z neko težko situacijo, kakor je mogoče tudi tale pandemija, je vedno v ospredju ta neko vprašanje humanizma oziroma psevdohumanizma, kjer je veliko govora o tem, kakor pravi Césaire, in bolj, ko govorimo o tem, vse manj ga je. Mogoče še nekaj o tem poveš, pravzaprav kako se on sooča oziroma kako je on pozicioniral ta evropski humanizem. Ja, v bistvu evropski humanizem. Kako? Ja, obsodil ga je, ker je evropski humanizem in evropski univerzalizem sta lažna.
sta lažna, ne? Ker ko vi zagrebete pol za to fasado, ne, ugotovite, da na čemu stoji. A ne? Stoji na temu, da v bistvu uničuje, tlači, negira druge kulture in družbe, a ne? Temelji na temu, da hierarhizira različne kulturne oblike, jih vidi evolucijsko, se pravi, da vsaka pot razvoja neke kulture mora nujno voditi k evropski kulturi, kar vsekakor ni res, a ne? In potem v bistvu on zagovarja pravi humanizem, pravi univerzalizem, ne? To je tisto, kar je treba še doseči, ne? Zato, ker spet, ko vi, kako bi rekel, ja, za to fasado malo pogrebete, vidite tam belega moškega srednjega sloja ali pa visokega sloja. A ne? In on tudi v razpravi o kolonializmu, ne, on v bistvu, on reče dvoje, ne, da Evropa ni zmožna rešiti kolonialnega vprašanja in ni mogoče rešiti problem proletariata. Ne. Se pravi, on tudi znotraj Evrope vidi problem izkoriščanja hierarhije in tako naprej. Ne. In ni zdaj, kako bi rekel, ne, ker mogoče tudi njegovo zagovarjanje negrituta, ne, nas lahko zapelje v ta smisel, da zagovarja neko rasno partikulacijo, ne. Ampak on išče v bistvu priznanje za vse na tem dokončnem prizorišču oziroma randevuju zgodovine, a ne. Se pravi, za priznanje vseh partikularnosti. Saj lahko tukaj mogoče, tole je Afrika, mati moja, to je zbornik, ki sta ga uredila Veno Taufer in Aleš Berger, in tukaj tudi sam en odlomek na iz Dnevnik vrnitve v rodno deželo, ki pravi: moje črnstvo, se pravi moj negritut, moje črnstvo ni kamen, katerega gluho se zganja proti trušču dneva, moje črnstvo ni mrena mrtve vode na mrtvem očesu zemlje, moje črnstvo ni stolp, ne katedrala. Ne. Zariva se v rdečo meso prsti, zariva se v žarečo meso neba, prebija neprozorno melodično svoje vzravnane potrpežljivosti. Ne. Se pravi, on ne vidi ta negritud črnstvo kot neka esencializacija, kot neka idealizacija, sploh ne, ampak kot nek izraz neke konkretne situacije v nekem danem času in prostoru, ki je dejansko rasističen, kolonialno obarvan, in enkrat, ko se bo to preseglo, so mogoče tudi drugačni odnosi oziroma drugačne identitete in tako naprej. Ja. In mogoče še to, kar je mogoče najhujši očitek temu evropskemu humanizmu in univerzalizmu, je pa ta eden izmed osrednjih argumentov razprave, kjer Césaire je nedvoumen, pravi, da je v bistvu nacizem, fašizem in nacizem sta v bistvu, to je kolonializem, ki se je vrnil v Evropo. Se pravi, vse, kar je Hitler uporabil znotraj Evrope, to so vse zadeve, ki so bile že preizkušene in legitimne seveda v narekovajih, v kolonialnih okoljih. In to je ta veliki udarec. Se pravi, gledajte, to izide, prva verzija izide 50. leta, 5 let po koncu druge svetovne vojne. On, Césaire, s tem tudi obsodi zavezniške sile. Zakaj? Zato, ker Britanci in Francozi se z veseljem borijo proti nacistom, hoče osvoboditi Evropo izpod nacizma, ampak vprašanje osvoboditve britanskih in francoskih kolonij pa seveda ne za britansko oblast, ne za francosko oblast, pa nikakor ne pride na agendo. Césaire pa tukaj naredi enačaj. Se pravi, da se, če malo aktualiziramo, so te neke
kakor on prav, pač neke kolonialistične, Ja. fašistične metode še zmeraj prisotne Ja. v tretjem svetu, ne, v teh nekih neokolonialnih mogoče realnosti. In med drugim pač pravi, da nekako kljub temu nekemu visokemu razvoju civilizacije istočasno ta ista civilizacija producira pač te neke zelo nazadnjaške principe in dehumanizacijo. In mogoče zdaj, če malo čisto aktualizirava, pač 2 tedna nazaj sta 2 francoska zdravnika predlagala, da bi se zdaj pač cepiva za virus in da bi se pravzaprav ta neke raziskave okoli pandemije pravzaprav nekako izprobale prvo v Afriki, ne, in to se mi zdi pač takšen nek moment, kjer ta knjiga dejansko postane zelo aktualna. Ja, če greva malo nazaj, ne, zdaj, kako bi rekel, se pravi, če greva malo nazaj, ja, se pravi, kako bi rekel, te zadeve, ki so nam, kako bi rekel, značilne za nacizem, se pravi, kaj, koncentracijska taborišča, kdo jih je vzumil, Britanci v Južni Afriki, rasna hierarhija, a ne, spet stvar, na katerem temeljita kolonializem in imperializem, se morata tako utrjevati, ne. Iskanje življenjskega prostora, Lebensraum, a ne, seveda ena osnovnih motivacij ekspanzije nacizma, ne. To je seveda dediščina iz kolonializma. Se pravi, tukaj je, kako bi rekel, kot rečeno, ne, Césaire ne dela razlike znotraj Evrope med domnevno antifašistično Evropo in fašistično Evropo. Vis-a-vis kolonij, tu ni razlik, ne. In zdaj, kar se mogoče te aktualizacije tiče, ne, je pa to dejansko, da še vedno je globalni jug, predvsem pa tukaj tudi Afrika, ne, še vedno projicirana kot tisto drugo. Kot tisto drugo, na katerem je mogoče, o kateri je mogoče govoriti stvari ali pa, kako bi rekel, vpeljati stvari, ki za nekatera druga okolja so povsem nesprejemljiva. In Césaire, mislim, v enem intervjuju zelo dobro reče, ne, črnci so edina rasa, ki ji odrekajo celo pojem človečnosti. Ne? In v marsičem to v nekaterih okoljih ali pa za nekatere ljudi še vedno velja. Ne? In kar se pa te izjave tiče, ne, se mi zdi pa, da kaže to, ne, to lahkoto, s katero je mogoče govoriti v Afriki na način, ki, kot rečeno, ne, se ponavlja malo, ampak iz neka druga okolja bi bil res nesprejemljiv. Ne? Toliko nesprejemljiv, da niti do tega izreka ne bi nikoli prišlo. Ne? Ja, pa pač ne, Césaire tudi govori o teh nekih čuvarjih kolonializma, ne, ki so pač od zgodovinarjev do zdravnikov, pravzaprav, ne, pač kako se to znanje mogoče potem vseeno pač nekako kopiči, akumulira in nadaljuje. Mogoče omenjava še pač nek sam pač kapitalizem in njegov odnos, pač kako se je ta kapitalizem pravzaprav umestil v vse to, kar je Césaire govoril, nekako nekje zaključi, da na koncu kapitalizma vseeno stoji Hitler. Ja, zato ker tukaj v bistvu ni, zato ker kaj, ne, on v bistvu, se tukaj je izjemno je tankočuten, ne, ker on v bistvu, opozori na to, da kolonializem, ne, brutalizira, dehumanizira samega kolonialista. Ne. In na strani koloniziranca, ne, pa uničuje njegovo družbo, kulturo, izbriše zgodovino, ampak iz koloniziranega v bistvu, oziroma proces kolonizacije je tudi proces postvarjenja, je v slovenskem prevodu, v angleškem je thingification, upredmetanje, ne, se pravi, da ti iz koloniziranca narediš en predmet, ne, v bistvu govoreči stroj. Ne. In to je tudi ta, kako bi rekel, želja ali pa domet kapitalizma, ne, da iz delavca, iz delavke
vidi samo stroj oziroma predmet, ki je v bistvu v nekem umestnem stadiju na poti k pridobivanju profita. In spet, tukaj res moram na to opozoriti, ker se mi zdi, da Césaire res reče, problem je proletariat in kolonialno vprašanje. In s tem, ko vsodi Evropo, nikakor je ne homogenizira, nikakor je ne esencializira. Zelo dobro prepozna ta boj znotraj Evrope. Sicer, ko govori potem o tem, kako so afriške družbe bile ne samo predkapitalistične, ampak tudi protikapitalistične, ne samo, jaz sem malo čakajte, sam da poiščem ta, se pravi, takole pravi, s pomočjo vseh naših bratov sužnjev moramo ustvariti novo družbo, ki bi imela veliko moderne proizvodne moči in ki jo bo grelo bratstvo nekdanjih dni. Super, evo, človek podpiše, pa nadaljuje. Sovjetska zveza nam daje nekaj izgledov, da je to mogoče. Ok, tukaj. In potem, mislim, potem še pristavi, da Amerika je pa še bolj grozna od Evrope. Se pravi, imamo Ameriko in Evropo na eni strani, Sovjetsko zvezo na drugi strani. Ok, tukaj bi bil malo rezerviran in dobro, se je izstopil iz partije 56. leta, ker ne vem, če je stalinistična Sovjetska zveza ravno dober zgled svobodne družbe, ampak dobro, ok. Jaz mogoče zdaj za na konc še nekako pozoveva k nakupu same knjige, evo, tlele priložen bo še tudi link do založbe, kjer je knjigo moč naročiti. In jaz mislim, da je knjiga res v času zelo aktualna, kljub temu, da je pravzaprav minilo že 70 let. Istočasno je tako lahko berljiva in nekako poljudno napisana in nekako se mi zdi, da vseeno nekako neke besede in neki nauk pa vseeno ostaja s tem. Mogoče tukaj še ena paralela, mogoče, ki je tudi zelo plodna. Če zdaj, kako bi rekel, če zdaj iz razprave abstrahiramo vprašanje kolonializma, kar ni seveda mogoče, ampak tako, kot miselni preizkus. Zdaj, razpravo lahko vidimo v celem nizu različnih tekstov, znotraj recimo socialističnega gibanja, kjer v bistvu, kako bi rekel, reprezentirani oziroma objekt oblasti obrne odnos in reče, ne, jaz se bom reprezentiral sam, jaz bom pisal v svojem stanju, ne bom pustil oblasti, da piše o meni. In tukaj je mogoče pa narediti, dobro, se pravi, je ta paralela z socialističnim gibanjem, seveda Césaire mu pripada, ampak so še druge paralele, s ženskim gibanjem. Recimo, Simone de Beauvoir naredi nekaj zelo podobnega pred Césairem, ko napiše drugi spol in piše iz ženske pozicije. Se pravi, in Césaire pride zdaj in kot koloniziranec piše o kolonializmu, ne pusti, da bi drugi kolonizatorji pisali o kolonializmu. In se mi zdi, zakaj to omenjam, ker se mi zdi to tudi pomembno za današnji čas, da tisti, ki so v podrejenem položaju, prevzamejo tudi oni to nalogo, da rečejo, vi nas ne boste predstavljali, mi se bomo predstavljali sami, mi bomo sami pisali o okoliščinah, v katerem živimo. Mi bomo sami pisali o naših stremljenjih in v kakšni družbi hočemo živeti. In to se mi zdi zelo aktualno, še vedno aktualno vprašanje danes. Ja. Izredno, ja, tako da mogoče reči enkrat vabljeni k branju seveda in pa k nakupu knjige in pa mogoče priporočva še kakšno knjigo, ki bi šla zraven te knjige, ena je sigurno. Potem sta, seveda, pol sta nedvomno tukaj oba
Fanona, ki sta išla v slovenščini, en pri Studio Communicatis, en pri založbi CF, Fanon, Cezarjev učenec, ne, v marsičem pa tudi kritika. Pa tudi iz Martinika, ne? Tudi iz Martinika, ja, in tudi seveda zelo pomemben teoretik in borec, dejanski tudi borec za kolonizacijo, ne samo iz naslonjača oziroma iz fotelja. Ne. Tako da te dve knjigi nedvomno. Ne. No, super. Nikolaj, najlepša hvala za enkrat. Hvala vam, Aleksandra. Super, hvala na sodelovanju. Hvala.